Sem Gregor Aljančič, vodja jamskega laboratorija Tular. Zgodbo o človeški ribici tukaj prvič lahko slišite iz prve roke raziskovalcev. In je zato tudi ta informacija bolj avtentična, kot smo lahko to zagotovili do zdaj. Človeška ribica, kot jamska žival, nas na to spomni pravzaprav že od daleč, ko jo pogledamo. Takoj opazimo, da je brez kožnega barvila. Če malo pobliže pogledamo, vidimo tudi, da je slepa, tako kot vse jamske živali. Kot dvoživka ima eno veliko posebnost ta vrsta, namreč nikoli ne pride do preobrazbe iz ličinke, iz paglovčka v odraslo žival. Kljub temu, da jo vsi poznamo, pa počasi propada v naraščajočem onesnaževanju kraškega podzemlja in predvsem podzemne vode, v kateri živi. Prvič po 200 letih, odkar prikazujemo človeško ribico javnosti, jo ne prikazuje turistična organizacija, ampak laboratorij, ki to žival raziskuje in se zavzema za njeno varstvo. V informacijskem centru SOS Proteus so na ogled živali, ki so bile rešene po poplavah. To so te človeške ribice, najdene na teh poplavljenih travnikih. Mnoge so tudi bile poškodovane in jih tukaj v Kranju zdravimo in so tako preživele in zdaj na ogled v 2 akvarijih v informacijskem centru. Velik korak naprej, kako bi to jamsko žival sploh približali javnosti, je pa tudi v tem trajnostnem upravljanju informacijskega centra. Prvič namreč vstopnino, ki jo zbiramo, v celoti vlagamo nazaj v raziskovanje in varstvo človeške ribice. Tako da so obiskovalci zdaj prvič pravzaprav postali tudi direktni podporniki človeške ribice. Na svet pravzaprav skozi ta simbol pogledamo malo drugače, da se začnemo zavedati svoje prihodnosti.